Jaz moram povedati, da gospoda Tisla kot politika zelo dobro poznam zadnji 2 leti in zaradi tega vam tudi postavim 2 trditvi. Prva trditev je, da njegova odsotnost današnjo prireditev v nobeni in v nikakršni obliki ne okrne. Druga moja trditev na podlagi zelo dobrega poznavanja gospoda Tisla pa je, da če vzamemo hipotetično, tudi če bi bil tu prisoten, njegova prisotnost te prireditve ne bi prav ničemer obogatila. In se ne strinjam, da danes ni tukaj prisotnega. Mislim, da že zaradi volivcev in volivk bi moral izkazati svojo prisotnost danes na tem mestu. Ja, jaz gospoda Tisla ne poznam kot župana, ker pač naša stranka ni v občinskem svetu, vendar pa predstavlja stranko na državni ravni, ki se že 4 leta ignorantsko obnaša do državljank in državljanov in moram priznati, da glede na ignorantsko obnašanje, vzvišenost in nedoslednost politike, ki jo vodi ta stranka, ki jo gospod Tisla predstavlja, me ta poteza ne preseneča. Seveda sem pa zelo žalostna kot občanka, da nima takega odnosa do nas, občanov, ki smo ga izvolili, da bi se vse pokazal tukaj, pa magari bi bil tiho. Jaz bom rekel, gospoda Tisla, razumem, da ga danes ni tle prisoten. Mislim, da je škoda, da ga ni, zato ker bi dejansko naša predstavitev oziroma to soočenje, vse, kar se tiče šentjurskih zadev, prišlo do nekega višjega nivoja, kot bo danes. Priznam pa še enkrat, ga razumem in tudi razloge bom navedel enkrat v priliki. Hvala. Je pa tudi po politični strani bilo težavo v tem, da smo se razšli kot koalicija na začetku in to mislim, da je tudi to vzrok, da danes ni prisoten, ker mislim, da bi bilo prav, da bi iz naših ust slišal tisto kritiko, ki bomo pač namenili, ne glede na to, da ga tukaj ni. In samo on ve, zakaj ga ni danes in tudi on samo ve, ali bo prišel na naš jubilej ali ne. Mislim pa, da se zaveda, da bi najbrž padlo nocoj njemu veliko vprašanj in mogoče se boji dati odgovore na to. Mislim, da moj predsednik bi rekel, da ravno zaradi tega, ker ima osebnega premoženja premaganico. No, kot prvo, tudi če ponižuje nas kandidate, to mislim, da niti ni največji problem. Večji problem je to, da ponižuje vas volivce. Mislim pa, da njegova neodeležba po mojem nekaj skriva, ker ti težko pogledaš ljudem v oči, ko si nekaj da naredil narobe. Ena stvar je, zakaj nisem prej hotel do konca povedati stvari, edin Peter Thaler iz SNS-a in jaz Marko Diac iz SLS plus SMS nismo stranki, ki smo podprla gospoda Tisla na nobenih volitvah do zdaj.